Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi oddaje Moja resnica. Danes sem v studio Ljubljana TV povabila gostjo, s katero bova spregovorili o travmah. In sicer o otroških travmah, ki puščajo najhujše posledice tudi kasneje v življenju. Ko zaslišimo besedo travma, pogosto pomislimo na hude dogodke, nasilje, spolne zlorabe, hude nesreče. A resnica je, da so travme lahko tudi veliko subtilnejše, a nič manj boleče. Trenutki, ko nismo bili slišani, ko nas ni nihče potolažil, ko smo dobili sporočilo, da nismo dovolj dobri ali vredni ljubezni. Takšne izkušnje se zapišejo globoko v našo podzavest in prinašajo težave tudi v odrasli dobi. Današnja gostja je Doris Polak Kuder, ki sodeluje tudi z znanim Gaborjem Matejem in ima dolgoletne izkušnje z raziskovanjem in delom s travmami. Pogovarjali se bova o tem, kako prepoznati otroške travme, kako se manifestirajo v odraslosti in, kar je najpomembneje, kako jih lahko začnemo zdraviti. Doris, lepo pozdravljena in dobrodošla. Hvala za povabilo. Torej, Doris, kot sem že rekla, si pod besedo travma večina predstavlja zelo hude, težke trenutke, težke, bom rekla, dogodke, kot so, se pravi, spolno nasilje, brutalni pretepi in tako naprej, ampak danes vemo, da so travme lahko tudi veliko subtilnejše. Res je. Predvsem mi razlagamo, da poznamo travme z veliko začetnico in travme z malo začetnico. In to, kar ti opisuješ, so travme z veliko začetnico. In nekako te travme z veliko začetnico so splošno prepoznane, verjetno, ker povzročijo toliko veliko bolečine, da vsi priznamo, to pa je hudo. Mogoče bi iz našega prostora še nujno omenila vojne, ki jih vsi prepoznavamo kot take drastične stvari, ki se zgodijo v zgodovini ene skupnosti. Poleg tega revščina, pa mogoče izguba otroka ali pa starša bi tudi dodala v to, da se zavedamo, da so to stvari, ki se potem medgeneracijsko res prenašajo naprej. To, kar si pa ti že načela, pa mi pravimo, da so travme z malo začetnico. In to v bistvu je pa tak velik spekter stvari, da ko sem razmišljala o najnem pogovoru, sem razmišljala, kje bi začeli. In tisto, kar bi rekla, je glavno, ful preprosto. To je lahko vse tisto, kjer otrok ni slišan in viden in sprejet za svojo izkušnjo. Zato je pa lahko taka široka paleta stvari, da mogoče preden odpreva to temo in greva še v podrobnosti, bi čisto na začetku že delila glavno sporočilo, ki bi res želela, da bi si ga vsi gledalci zapolnili, zapisali, večkrat razmišljali o njem, mogoče celo delili. To je glavno sporočilo Gaborjevega filma, Gaborjevega dela, tudi študija pri njem, ki sem ga dokončala. In to je, da travma ni tisto, kar se zgodi, ampak je travma tisto, kar se zgodi znotraj nas kot posledica tega dogodka. In to je ena taka ful velika moč, zato ker v bistvu, dokler mi gledamo navzven, smo bolj nemočni. Pač vojne so se zgodile. Ko pa mi začnemo gledati navznoter, pa razvijamo eno kapaciteto. In ta moč, da začnemo svojo pozornost usmerjati znotraj sebe, to je tisto, kar bi jaz danes mogoče rada prebudila v gledalcih, pa tistih, ki jih zanima osebni razvoj in mogoče prekinitev teh travm, ki jih prenašamo naprej. Kaj pa, Doris, v bistvu pomeni taka travma za otroka, ki v bistvu sploh še nima razvitih možganov, ki nima razvitih obrambnih mehanizmov, ki se ne zna v bistvu sam umiriti, sam potolažiti? Kaj pomeni v bistvu že ena taka majhna, bom rekla, stvar, kot je, da je otrok prezrt, preslišan, da ko joka, da se ga na primer ali ignorira ali pa celo nadere? Kaj se zgodi takrat v otrokovih možganih? Ali pa na primer tudi dojenčki, ki jokajo, pa ko je bilo dolga leta, so nekako, bom rekla, učili mame, da jih morajo pustiti, da se izjokajo. To so zelo težke stvari, ki verjetno puščajo potem zelo konkretne posledice, ne? Ja, absolutno. Otroški možgani nujno potrebujejo odraslo, uglašeno, prizemljeno osebo, ki regulira svoja čustva in s tem, ko ona regulira v svojem živčnem sistemu svoja čustva, se tega nauči tudi otrok. Če si to malo bolj plastično predstavljamo, včasih so otrokom hrano prežvečili in potem so dali otrokom v usta, da jih je lahko prebavil. Ko na nek način tudi mi z našim živčnim sistemom prebavljamo čustva in jih potem dajemo nazaj otroku takšna usmišljena, sproščena. In če se mi s občutki, s čustvi čutimo varno, potem dobi otrok koristne vzorce regulacije čustev. Kadar pa nas v bistvu trma otroka spravi ob živce, kadar se nam zdijo strahovi otroka pretirani, to pomeni, da se mi odrasli
pravzaprav ne čutimo varno z otrokovimi občutki. En tak primer, s katerim se jaz soočam, zelo zanimivo je, a ne, da sta obe moji hčeri, tam okrog 8. leta, začele izražati, da jih je strah, da boste umrle. No, jaz sem bila ful presenečena, odkje je zdaj to. In zanimivo je, da moj mož je pa rekel, da on se pa tega spomne, da je bil isto okrog te starosti in se je nekako zavedal svoje umrljivosti. A ne? In jaz tako, jaz se to je normalno, ne, se enkrat se zavemo, da je to življenje minljivo, ne, ampak jaz se nisem o tem z nikom pogovarjala, ne. To je tak primer, ki bi pa mogoče še malo razširila, ker mislim, da dejansko primeri, ki si jih ti opisala, so tako velike travme. To, da je otrok ni slišan, da je prezrt, da se njegova čustva ignorirajo, v mojem notranjem sistemu so to v bistvu velike poškodbe. Mala poškodba, v narekovajih, pa je tudi velika, bi mogoče dala en svoj primer, kako globoko se začne. Lahko delim eno tako zgodbo. Prosim. V bistvu, jaz sem magistra farmacije in ko sem se odločila za otroka, za starševstvo, ne, sem se ful dobro zavedala, v kaj grem, ena hčera je bila zelo zaželjena, ne. In potem, ko sem postala noseča, sem ful dobro skrbela za sebe. Zdravo sem jedla, večkrat sem jedla, gibala sem se, spala sem, celo zavedala sem se vpliva stresa na nas, zaradi tega, ker je ful veliko mojih znank rodilo predčasno. In sem se odločila, da sem hodila na jogo, na sprehode med službo, zvečer sem meditirala že takrat 10 let nazaj, ker sem želela, da se pač moj otrok rodi neko čim bolj naravno v ta svet. Ampak, potem, ko se je moja prva hčera rodila, a ne, je začela ful veliko jokati. In jaz nisem razumela, šele do ful kasnej, zdaj, ko pa gledam nazaj, pa razumem, da jaz sem vse naredila. Kot magistra farmacija, res vse. Jaz sem vsem govorila, ko so me vprašali, kako se počutim, sem rekla, jaz se počutim ful fajn, moj trebuh raste, jaz pa delam svoje stvari. V bistvu ni bilo nobenega stika. Med mojo hčerko, ko je rasla manj, in med mano, med mojim zavedanjem ni bilo stika. Jaz sem že razumsko vedela. Hotela sem reči, razumsko si se vsega lotila, ne pa čustveno. Ja, in ful koristnih stvari sem naredila. Ampak jaz nisem razumela, da v bistvu, a ne, mi dejansko, zdaj tako, ko se zdaj učim, a ne, imamo ljudje misli, čustva in telo. In ljudje tega niti ne vejo. Jaz se smatram za dobro mamo, ampak jaz tega nisem vedela in to vidim, da je vplivalo tudi na njo. Tako da, ko pa rečemo, da je potem še otrok se meče po tleh, pa ga mi sodimo, pa mu pripisujemo različna imena, pa kaj to pomeni v njem, to je za mene že groza. A ne, mi s tem samo potem poslabšujemo ta prekinitev stika, ki smo ga naučili, ki smo ga od nekje prejeli, ne? Ampak že take stvari, ko jih delamo zelo dobrimi nameni, če nimamo znanja, vse povzročamo to, da ni stika. Travma je v bistvu to, da ni stika med staršem in otrokom. Kako pa se, naprimer, te stvari, naprimer, se pravi, da otrok ni slišan, da je bil spregledan, da nekako je dobil sporočilo, da ni pomemben, da ni vreden. Kako se to potem v odrasli dobi manifestira? Katere lastnosti so tiste najbolj značilne, najpogostejše? Najpogosteje opažam pri ljudeh, ki pridejo, da se srečujejo z izzivami na 3 področjih. Tiste 3 področja, kjer nekako to ven izbruhne, da oni opazijo. Tisto, kar je najpogosteje, pa verjetno izhaja tudi iz mojega ozadja, ne, ker iz tega zdravstvenega ozadja, ker sem začela iskati te rešitve, ki tudi meni niso pomagale. Ne. To pomeni, en velik trigger je zdravje. In to je bil tudi za mene ful velik trigger, ker sem od otroštva živela z astmo, z alergijami. In jaz sem s tem zelo dobro handlala, ne, zelo dobro sem razvila veliko vzorcev, kako jaz lahko kontroliram to okolje, da se moje alergije ne izražajo. In v bistvu glih tudi ta moja prva hčera, ki se je rodila, je tako izražala alergije, bruhala je, polivala je, ni spala, jokala, izpuščaji. Pri 2 mesecih sem jo vseeno pelala, so ji malo kri iz glave, da so vseeno diagnosticirali, kjer je težave ima, dieta, tako naprej, a ne. Ampak jaz sem se po 3 mesecih sesula in mož tudi, v bistvu pravim, da sva izgorela, dosegla eno dno najnega odnosa življenja. Ampak to je bil tudi na nek način najlepši trenutek, ker jaz pravim, da v tistem trenutku je najin utihnil in končno se je odprlo najino srce. Česa pa ne veva.
In mislim, da vsi ljudje, ki hodimo po tej poti, nekako ne opazimo, kaj se nam dogaja, dokler se nam ne zgodi nekaj velikega. In pogosto je to zdravje, ne? Ker ko ti si bolan, pač začneš razmišljati, ne? Kako si pa lahko pomagam, če stvari, ki jih sicer uradna medicina, ki jo jaz podpiram tak celostni pristop k zdravju, ne? Ampak celosten, ne samo ena, ne? V bistvu nikot ne pomaga. Te rešitve ne zadostijo rešitvi problema, samo olajšajo simptome. In tako veliko ljudi išče zdaj druge rešitve in spoznavamo, kako čustva, potlačena travme vplivajo na zdravje. To je ena stvar, zdravje. Če nismo zdravi, nekaj ne štima, ne? Neke nekoristne vzorce vlečemo naprej. Druga stvar, ki je ful pogosta, so pač težave v odnosih. Nekateri ljudje imajo težave z otroci, a jih ne razumejo, ali čutijo, ne vem, tiste iskrene poporodne zgodbe. Želela sem si otroka, zdaj ga pa ne morem imeti rada. Ali pa v bistvu zelo mogoče take družbeno sprejemljive, trmaro pa ne bo, izsiljeval pa me ne bo, pa je star 2-3 leta, nerazumevanja, da otroci se morajo najprej naučiti ne, preden se bodo naučili reči ja. A ne, karkoli v nas tak zbuja te velike reakcije v odnosih, kaže, da pri nas nekaj še ni predelano. Seveda se pa to kaže tudi v drastičnem narastu ločitev, a ne. Pari se ne znajo dogovoriti, se ne znajo poslušati, ne znajo iti naprej. Pa mogoče bi še na kratko omenila ta tretji del, a ne, ki jaz bi lahko tu nadaljevala in nadaljevala, a ne. Tretji, ta trigger je pa običajno, da enkrat ljudje pridejo do tega, da njihovo življenje nima smisla. A ne, ali ko grejo v penzijo, če prej gurajo, a ne, eni že prej ugotovijo, da pač delo, ki ga delajo, jih ne izpopolnjuje. Ga neko tudi sami, tudi če delajo zelo vredno delo, vredno poslanstvo, ga nekako ne znajo doživeti. A ne, imajo neke ovire v sebi in se čutijo prazni, čeprav v bistvu delajo ful lepo stvar. Tako da to so mogoče tiste 3 stvari, kjer ljudje, ki čutijo, da niso zadovoljni, da jih nekaj ovira, to je vedno posledica nekih potlačenih čustev, prepričanj, ki jih nosimo s sabo. A sem odgovorila? Ja, rečemo, da si. Okej. Ja. Dragi gledalci, kratek premor za oglase. Dragi gledalci, dobrodošli nazaj. Moja gostja je Doris Polak-Kuder in govoriva o travmah. Doris, kako pa travme vplivajo na naše odnose, na samopodobo, na zmožnost zaupanja? A je možno, da naprimer, da so lastnosti, kot je perfekcionizem, da so posledica sporočil, da otrok ni bil dovolj dober, ne? Ali pa, da ni bil vreden, sprav, da so mu sporočali, da pač ni pomemben, njegove želje niso pomembne in tako naprej. Tako, absolutno. Perfekcionizem je nekaj, kar je v naši družbi zelo vrednoteno. Ja, res. Zaradi tega v bistvu tudi starši zelo spodbujajo, ne, celo nagrajujejo, ker so otroci natančni, specifični, si vzamejo čas, ne, sebe popravljajo. Ampak v bistvu ne opazijo, da pravzaprav za perfekcionizmom stoji to, da je nas strah narediti napako. A ne, in strah pred napako je tukaj velik, da mi hočemo vse delati vedno bolj popolno, a ne, ker drugače, kako bomo pa mi z bolečino svoje napake. Tako da perfekcionizem je zelo jasen pokazatelj naših nezmožnosti biti z strahom. To si pa zdaj super povedala, ker tako je bilo pro meni. Ja. Bog ne daj napako narediti, vse se je pričakovalo, bo zmer pravilno, popolno. In sem šele zdaj, bom rekla, zadnja leta sem nekako prišla od tega, da je normalno in človeško, če narediš napako, da je sprejemljivo. Ne? Pred tem meni je to tak stres spravljalo, anksioznost, da je bilo noro. Čist, Bog ne daj narediti napako. Tako. In presenetiti bi, koliko v bistvu ljudi, ki so v bistvu mogoče bili tudi doma, niso hodili v vrtec, potem pa so šli za ta prehod v šolo, se vrača v svojih izkušnjah nazaj, koliko jih je šolski sistem v tem načinu ranil in seveda nesposobnost njihovih staršev, da bi to opazili in jim pomagali usmisliti, kaj se v resnici dogaja. Ker šolski nared, ki je nared na ocenah, pač ocena je številka in pač 5 je 5. A ne, vedno so rekli, drugo, tretje mesto ne šteje, šteje sem prvo, a ne. In ko se mi začnemo vrednoti skozi številke, postanemo preveč racionalni in preveč grobi, a ne. Pač mi smo pa bolj tam, na paleti, a ne, in tam potem se pojavi, vidim tudi pri hčerah, ta izziv, napake se še poglablja. Veš, kaj me je zdaj še prešinalo? Koliko pa je kaj napredka, kar se tiče osveščenosti staršev? Ker se mi zdi, da mi, ko smo malo starejše generacije, da je bila še ta avtoritarna vzgoja, res, da je otrok pač stvar,
ima samo da posluša, nima osebnosti, vse je treba res čisto povoziti. Tle se mi zdi, da je šlo potem mogoče vmes malo v drugi ekstrem, se pravi tole permisivno vzgojo, sami sončki. Kje smo pa zdaj s tem? Jaz mislim, da vsi starši, ki iščemo nove metode starševstva, smo označeni za permisivne ali pa helikopterske ali pa preveč zaščitniške, čisto vsi. Pa niti njemu za to počnemo, ampak ta sistem takšen, kot je, hierarhija, avtoriteta, treba poslušati, jaz imam prav, ne, odraslim se ne odgovarja, tako pač je, mi večkrat povejo, ne, pač tak je šolski sistem, ne. Pač smo vsi označeni za permisivne, ampak tisto, kar si želimo, tisto, kar se mogoče v mednarodnem prostoru že bolj uveljavlja, je varna navezanost. In varna navezanost pomeni, da v bistvu ima otrok dovoljenje, da izraža vse svoje občutke, vse svoje misli in s tem obdrži navezanost na starša. In to tisti, ki zagovarjajo avtoritativno vzgojo, ne, mislijo, da to pomeni, da je brez mej. Ne. To pomeni v bistvu, da mi ločimo tudi v globini sebe vedenje in osebo. Ti sončki. Ja, jaz tudi vidim v bistvu vse otroke, pravzaprav vse ljudi, če sem zelo taka, tudi v Trumpu to vidim, čeprav njemu zelo težko to videti, a ne, pač on je zelo ranjena osebnost. Jaz verjamem, da smo vsi ljudje v sebi sončki, vsi smo dobri. Sam kako se pa vedemo, je pa druga stvar. In jaz otroku ne rabim reči, zdaj pa ne bom jaz tvoja mama, ne bom te imela rada, pojdi v sobo, bodi sam, zaradi tega, ker ti kričiš na mene. Ne, lahko ti pa rečem, gled, to v naši družini ni dopustno. Želim, da se spoštljivo pogovarjamo, ne dovolim žaljenja, ne dovolim pretiravanja in ne dovolim nesramnosti. Ampak lahko se pa s tabo o tem pogovarjam. In to je tisto, kar je za mene varna navezanost v nekem sodobnem starševstvu. Ampak vse lahko opazimo v zadnjih letih otroke, ki nimajo nobenih mej, ki si dovolijo res čisto vse. Posledica česa je to? Zmedenosti. Mi moramo se zavedati, da prehajamo iz sistemov zgodovinskih, kjer je pač veljala avtoriteta. In tisti prijemi ne delujejo več. In ker imajo sodobni otroci več priložnosti se izražati, starši pa še nimajo veščin, orodij, pač starši so bili samo ranjeni. In se zavedajo, da je to pri njih povzročili neko škodo, ne vejo pa, kaj bi druga naredili. In zdaj gremo iz ene skrajnosti v drugo, ampak to je proces učenja. A ne, kako lahko gremo zdaj, a ne, če dam, ne bom šla na druge primere, a ne, se lahko hitro zapletem, ampak to je tak viden ozorec v velikih stvareh. Pač mi smo v eni stopni našega razvoja in če bi se zavedali, da rastemo, bi je mogoče lažje drugega podpirati. Vse to jaz nekako opažam v bistvu, da veliko staršev, ki so imeli avtoritarno vzgojo, do svekle jaz pa že ne bom tak, in so še nekako v drug ekstrem, da niso otroku nobenih mejl postavljali, ne vem, niso znali več, verjetno, ne. Predvsem v bistvu, ko mi postavimo otroku mejo, bo on doživel stisko. To je popolnoma normalno. Če mi rečemo otroku, da ne sme imeti piškota, da ne sme uporabljati telefona, televizije, bo on doživel stisko. In zdaj v bistvu stisko ni nič narobe. Ne, se mora navaditi, kot tudi v življenju bo imel stiske. Tako, ampak težava je tisto, kar si prej rekel na začetku, kako se možgani oblikujejo, da starš ni sposoben biti s to stisko, ni pa sposoben biti s to stisko zaradi tega, ker pritiska na njegove potlačene travme, a ne. Mogoče naj dam še en primer, ker bi res rada, da gledalci tole začutijo, a ne. Mi uporabljamo primer s strelnim orožjem, a ne. In v bistvu ta izbruh od otroka, ta meja otroka je sprožilec. In sprožilec pritisne na to strelno stvar. Pa sprožilci niso samo otroci. Jaz pravim, da je sprožilec bedak, ki me na avtocesti prehiteva po desni. Ljudje poznajo veliko sprožilcev v službenem okolju, v sodelavkah, v sodelavcih, ki se z njimi ne morejo nič zmeniti. Ampak to je samo sprožilec. In kadar mi tle noter ne nosimo nič, ni potlačenih čustev, ni medgeneracijskih travm, tle pač oni pritiskajo, mi postavimo mejo, se zavedamo, da je meja prava, da je vedenje, ki se ga zahtevamo, pravilno in potem sprocesiramo to, kar se zgodi. Kadar pa mi znotri sebe še nekaj nosimo, takrat pa tle en čist mal pritisne. In tle noter naredi kabum. In težava je, da mi s tem ne znamo biti, ves čas pa pozornost usmerjamo na druge. In to doma, v družini, v službi, povsod. Zato tisto, kar jaz učim in želim, da se ljudje naučijo, je nehajmo gledati navzven. Pogledimo znotri sebe.
Kako pogosto pa odrasli nosijo te travme, ne da bi imeli sploh ozaveščeno? In ali se meni pravilno zdi, da je pogosteje imajo to še bolj potlačeno moški? Ker so morali biti, sej fantki ne jokajo, ne boš cmera, ne boš ko na punčka, ne? Jaz bi rekla, da pač nisem še spoznala nikogar, ki bi bil brez travm. Verjamem sicer, da to je možno, ampak spoznala ali pa videla pa take osebe še nisem. Ne, predvsem, koliko imajo ozaveščeno ljudje. In v bistvu na tej poti ozaveščanja smo precej na začetku. Tudi ta znanja, ki jih imamo, Gabor Mate, Peter Levin, Eckhart Tolle, ki se ukvarjajo z tem tudi prisotnostjo v sedanjem trenutku. To so vsi gospodje stari, krepko čez 70, 80, Peter Levin že čez 90. To pomeni, da to znanje je že dolgo tukaj, sam mi nismo odprti za njega. In če govorimo ženske, moški, ženske imamo eno ful dobro lastnost in to je, da imamo menstruacijo. In v bistvu ta nas vsak mesec kliče k telesu in ne moramo se izogniti. Zaradi tega se mi vsak mesec nekot moramo povezati s svojim telesom, zato pač imamo vse tiste grumpy dneve pred samimi dnevi. Zdaj moški pa tega nimajo in še kulturno so v bistvu bolj, pač živijo v patriarhalni družbi, oni imajo tudi manj izzivov. Pač družba je njim prilagojena, njihovim strukturam in njihovim željam, ne na slab način, samo neravnovesje je. Ja, tudi na njihovem načinu delovanja, vsega, ja. Tako da ženske pač imamo tudi ful veliko borbe proti temu, da smo me lahko da nas ne obsojajo, ker se lepo oblečemo, da nas ne obsojajo, ker delamo to, kar nas veseli. Ali pa, ko imamo hormonske dneve. Tako. Kolikokrat sem zasledila, naprimer, kakšne komentarje, zdaj se pa zgovarja na hormone. Ja, ni izgovor, ne? Ni izgovor. Pa zakaj bo zdaj počivala, se ni nič tazga. Ali pa tudi to neskladje, ker se zdaj vidi, veliko mamic je zelo utrujenih, izčrpanih, dokler so ljudje v preteklosti v družini si delili, da je bila mama gospodinja in mama in skrbela za družino, je pač moški hodil na delo in pač prišel domov in je žena vse poskrbela. Zdaj pač ženske delamo. Tako, zdaj ženska mora biti vse. In koliko veliko moških je še takih, ki v bistvu potem pričakuje, da pač on pride domov, pa je vse urejen. Ona isto hodi v službo, in je to tudi ta znak, v bistvu mogoče tega, ampak to je družba podpirala pri moških, jih nagrajevala in povedala, da so carji, Ja. Dejansko, vsi mnogi še dejansko tako funkcionirajo, tudi še danes, niso še ugotovili, da so se časi malo spremenili. Tako je. Ja. Ponovno ogled oglasov. Dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Moja resnica, govorimo o travmah. Doris, kako pa začeti in kako poteka proces zdravljenja travm? To verjetno ni par tednov ali pa par mesecev, ampak kar večletno ali pa celoživljenjsko delo, če si pravilno predstavljamo, oziroma tudi tako opažam pri sebi. Ja, ziher, vsi, ker gremo v ta proces, najprej mislimo, da boš to pošraufal, pa bo v redu. Ampak v resnici se bolj naučimo orodij, kako prepoznati sebe, kako spoznati sebe. Že stari Grki so rekli, da najvišje spoznanje, ki ga lahko dosežemo, je, da spoznamo sebe. In v zdajšnjem času imamo dostop do tukaj veliko orodij, ki nam pomagajo, da nam je to še lažje, hitrejše in bolj enostavno. In potem je odvisno od posameznika, njegovih izkušenj in tudi tega, dokuk je bil že zdaj odprt za svojo osebno rast. Ja, ker res, ko naprimer, ko opažam pri sebi, jaz ne bi rekla, da ozdravimo, jaz bi prej rekla, da ozavestimo in potem vidiš, kad ti določene situacije, določeni ljudje, ko so ti pač trigger, če prej nisi vedel, kaj se dogaja, si točno veš zdaj, kdaj je, mislim, kaj je, zakaj je, odkje je, in znaš umestiti nekako, tako jaz vsaj opažam pri sebi, Tako, včasih ozavestimo, ker pravimo, da edina pot ven iz čustev je skozi njih in čustva nosimo v telesu. In kadar gremo skozi čustva v telesu, se včasih naredi en shift, se sprosti. In včasih v bistvu to sprememba, ker nam kar spremeni celo percepcijo in vidimo, kako se življenje začne spreminjati. Ene izkušnje so pa bolj take, da se večkrat vračamo v njih, jih ljubimo kot čebulo. A si mogoče ugotovila kakšno starost, da je kakšna najpogostejša, ne vem, v 30-ih, v 40-ih, v 50-ih, ali mogoče, ko ljudje dobijo otroke, kdaj najpogosteje pridejo ljudje v stik, bom rekla, s tem, tudi če je bilo prej potlačeno ali pa ne ozaveščeno? Zdaj, to pa je toliko možnosti, kakor je ljudi, jaz mislim. Ja, tiste velike življenjske prelomnice
zagotovo nekaj odprejo v nas, ne? Rojstvo otroka, tudi poroka, ločitev, bolezni. Veliko žensk pride tudi potem, ko gre proti koncu te delovne dobe, okoli 50, zaradi tega, ker v bistvu otroci so že veliki. Prej nimamo časa, še so te generacije so sploh skrbele za gospodinjstvo pa vse, Veliko več, to me pa ful veseli, tako res me navdušuje in mi daje to upanje, zaupanje v prihodnost, ker mladi se vedno več ukvarjajo s tem, iščejo rešitve, to mislim, da je plus socialnih omrežij, ChatGPT-ja, ker so informacije na pladnju. Ja, se to, če jaz pomislim svojo mladost, ker ničesar res nisem imel dostop do praktično nobenih informacij. Če si slučajno na kakšno tako knjigo naletel, ki jih je bilo tudi bistveno manj, danes pa dejansko od tega, koliko je teh na družbenih omrežjih, teh videov, teh člankov, potem koliko je knjig že na to temo. Mi smo res v bistvu tavali v temi in nekako orali ledino, bom rekla. Ja, res je. Da je res, zdaj imajo toliko več možnosti glede vsega. Tako. Kaj bi pa svetovala ljudem, ki ugotovijo, da nekaj ne štima, da začutijo, da je nekaj iz preteklosti, iz otroštva, mogoče celo medgeneracijske travme, kako se sploh lotiti? Kaj bi bil lahko prvi korak najboljši? Kjerkoli korak iščemo, bi raje poudarila, da naj nekaj iščemo, kar nas poveže s telesom. Ena izmed temeljnih lastnosti travme je, da nas odcepi od telesa. Pravimo, če je zadnje mesto, kjer živimo, živeti v telesu, potem živimo v glavi. In da bi mi res celovito lahko šli čez to, se rabimo približati telesu. In eni ljudje tudi kljub procesov ozaveščanja ostanejo v glavi. Kako jaz noseča, vedela sem, ampak ni pa bilo stika. Tako da, ko iščemo ali pa beremo knjigo, približujemo se telesu, iščemo metode, ki so tudi somatske, pravimo, nas povežejo s telesom. Pa jaz podpiram tudi pri svojih coachingih, da pridejo ljudje na prvi pogovor in če po njem ugotovijo, da jim ni, je tudi ta recimo brezplačen. Bi si želela, da bi bilo tega mogoče na voljo več, vem, da tudi eni tako funkcionirajo, ker prednost današnjega časa je, da lahko vsak najde tisto metodo, ki njemu ustreza. Pač ni vse za vse. Pa tudi mogoče na drugačen način dojemamo informacije, in je prav, da najdemo tisto, kar ustreza nam, ampak s telesom, to je pa tisto, ki bi vsem priporočala, ker drugače zopet ostanemo v miselnem delu. Kako pa lahko okolica, partnerji, prijatelji, na primer podprejo nekoga, ki je ozavestil te travme, ki želi narediti korak naprej, ki želi ven iz tega? In predvsem, kaj narediti, če ni podpore, ni razumevanja okolice, če gre za omalovaževanje in posmeh in take stvari, ker vemo, da se tudi pogosto dogaja? Pri tem si želim, da bi se vsi zavedali, da je za vzgojo enega otroka potrebna cela vas. In ko se ena oseba odloči, da bo začela to sproščati, delati in naredila korak, ampak brez podpore bo zelo težko. In zelo veliko bo odpora. Sicer vsak rabi začeti pri sebi. Mi lahko spremenimo sam sebe, druge ne moremo. V tistem prvem boju, ko opazimo, da se nekaj dogaja, si ful želimo, da bi se tudi drugi spremenili. In resnica je, da prvič tega ne moremo dosežiti in kot drugič to tudi ni potrebno. Je pa tudi resnica, sočutje resnice pravi, da vsi naši odnosi ne bodo preživeli naše težnje po avtentičnosti. Tako da, tukaj se potem v odnosih veliko stvari dogaja. Imam pa zelo dobre izkušnje, da so ljudje vedno bolj odprti. Mogoče še to malo držijo za zaprtimi vrati, čez lužo, imam tudi sorodnike v Kanadi, in oni so vsi povedali, jaz hodim tja, jaz to že delam, vsak ima svojega nekega coacha, terapeuta. V Evropi na splošno, s tistimi kolegi, ki se povezujemo, Evropa je cela zaprta. Da sosedi ne bojo slišali, zavri okno, ko se o tem govori. Tako da začnimo pri sebi, pa v bistvu, če že nam kjer to pove, je bilo to za njega težko. Tako da probimo se odpreti temu, pa se podpirati. Tako. To vsekakor, ja, ampak rečemo, da imamo par in ženska, na primer, ugotovi, da nekaj ne štima, ugotavlja, da ima neke posledice iz otroštva in želi začeti delati na tem in se pogovori s partnerjem in od njega doživi nekako omalovaževanje in posmeh. Kaj lahko ona naredi? Se potem tega sama loti in če on potem čez par let nekako ne pricapla za njo glede tega. Verjetno taka zveza bo razpadla, če on ne bo šel tudi nekako naprej. Zdaj najprej začnemo pri sebi. Vsaka ženska, ki čuti, da potrebuje spremembo, naj začne pri sebi, ker to sproži spremembo v vseh odnosih. Če so naši živčni sistemi povezani kot nitke, ker jaz začnem spreminjati svojo nitko, vpliva tudi na drugo. In pri partnerjih običajno to sproži ful velik strah.
In tisto, kar je mojemu možu tudi pomagalo, da sva najdla skupno točko. In najna skupna točka so bili vedno otroci. Najna skupna točka pri zdravju je bila, moj mož tudi ni bil odprt za to. Pa podpiral me je, da grem študirati, vedel je, kaj grem študirati, ampak ko sem se ne pol leta po študiju z njim usedla in sem rekla, veš kaj, naše čustvovanje ni okej. Naši vzorci čustvovanja so nekoristni. Jaz tudi ne vem kako, res ne vem, ampak ti rabiš vsaj vedeti, da ni v redu. Jaz tudi ne vem, kaj je v redu, ampak se bomo skupaj učili. In on je rekel, ne vem, daj mi čas. In je rabo 14 dni in po 14 dnevih je prišel in je rekel, jaz sem pogledal tele filmčke, ima nek smisel, veš, sam jaz bom to na svoj način. In mislim, da je to tudi že to bil dovolj velik korak, ta pripravljenost. Absolutno, da je sploh svojo pogledal, pot, ja. nek svoj način, glede na to, kje so oni v tistem trenutku. Ampak, če pa niti tega niso pripravljeni, pa jaz mislim, da to žensko na dolgi rok izčrpava in potem slej ko prej pride do neke odločitve, kaj pač ona želi. In vsaka odločitev jaz pravim, da je prava, ampak naj bo zavestna. Jaz ne morem soditi, ene se odločijo, da ustanejo, ene se odločijo, da grejo, ampak zavestna odločitev, ne iz strahu, ampak iz enega miru, sočutja do sebe in do partnerja. Da ugotovi nekako, da je prerastla, ali lahko je tudi obratno konec koncev, ne. Ampak ja, da ugotoviš, da si prerastel in da ne moreš več tega prenašati, z druge strani šlo niti en korak naprej in želiš drugače živeti naprej svoje življenje. Ne? Ja, je pa tukaj taka zelo kompleksna tale, ker mi se v odnosih vedno najdemo po eni teoriji teh zajčjih lukenj, da se dopolnjujemo. Kar pomeni, v odnosih smo vedno enako ranjeni. Ja. In včasih tudi pa vidim, se tudi partnerji spreminjajo. Midva z možem sva se pri tem zelo dopolnjevala. Nekaj časa, kot da bi on bil naprej, potem pa nekaj časa, kot da bi jaz bila naprej. Nekot nihamo, ker ko ozaveščamo, ko eno zavesti, drugo zavesti, tako da je to zelo intenzivno odnos. Z eno prijateljico sva se pogovarjale, to je čudežna stvar. Življenje je zame čudež in to je res čudež odnosa. Ampak ko si v sredini tega, ni prav nič čudežno. Ja, res. Takrat imaš občutek včasih, da se malo tapljaš. Za konec pa naj delim še ta moj ful ljubi citat od našega Toneta Pavčka. Na svetu si, da gledaš sonce, na svetu si, da greš za soncem, na svetu si, da sam si sonce in iz sveta odganjaš sence. Hvala ti tudi za tvoj prispevek k soncu na tem svetu. Doris, najlepša hvala za tvoj čas in vse zanimive in koristne informacije. Dragi gledalci, upam, da vam je bila oddaja zanimiva in da ste izvedeli kaj novega in koristnega, kar boste lahko implementirali v svoje življenje. Hvala in se vidimo prihodnjič.